Avtomati so del našega vsakdana. Trdili bi lahko celo, da jih imamo raje od ljudi. V primeru, ko moramo izbirati med človekom ali strojem, se velikokrat odločimo za slednjega. Nihče več ne ceni nasmeha, ki ga pokloni trgovec, radovedne blagajničarke in ustrežljivega uslužbenca na bencinski črpalki. Ali pa morda tega nasmeha in ustrežljivosti pri ljudeh ni več? Ko se tako zjutraj udobno namestimo v pisarni in si zaželimo kave ali manjšega prigrizka, nam sploh ni treba iti daleč. Če gledamo v bistvu celotno obdobje od začetka 90-ih let pa do danes, ko so se v začetku 90-ih let začeli pojavljati avtomati, ni bilo tolikšnega zanimanja, zato ker pač ljudje niso bili navajeni, to je bila neka noviteta na tržišču, dočim pa če gledamo obdobje zadnjih 7 ali pa 5 let, pa praktično več ni podjetja, ki ne bi imelo avtomatov in so v bistvu se zelo zakoreninili v našo življenje. Kaj pa hiter nakup v bližnji trgovini? Tudi tam imamo izbiro med običajnimi blagajnami z osebjem in avtomatičnimi blagajnami. Približno 30% nakupov se vrši prek teh blagajn, ostalo pa še vedno klasično. Kako pa se sicer uporabniki sami znajdejo pri blagajni? Vas pogosto prosijo za pomoč? Moram reči, da je že sam sistem naravnan, da stranko vodi skozi nakup, točno pove, kaj moraš zdaj kaj narediti. Kaj pa storiti, če imamo težave ali pride do napake? Blagajna opozori stranko, se pravi pokliče blagajničarko, ki je na tako vedno prisotna, pa tudi nakaže se gor, se pravi svetlobno, da je nekaj narobe, oziroma da treba biti pomoč. Na poti domov gorivo raje natočimo sami in ga plačamo s kreditno kartico na avtomatu, enako je pri plačilu parkirnine. V modri coni tako ali tako nimamo druge izbire, kakor uporabiti parkomat. V garažni hiši pa poleg avtomatske blagajne deluje tudi običajna. Če odmislimo dejstvo, da marsikdo kljub jasnim oznakam in enostavnemu postopku plačila ne zna rokovati z blagajno, običajno gre za starejše ljudi, je večina uporabnikov vesela prihranka časa pri plačilu. Enako nam pri avtomatični blagajni na bencinski črpalki ni treba čakati v vrsti za plačilo, ampak tistih nekaj klikov po zaslonu opravimo prej, ko gorivo natočimo, pa se lepo odpeljemo. Potem so avtomati nameščeni v šolah, v bolnicah, v javnih ustanovah, zdravstvenih ordinacijah. Seveda je največja prodaja preko prodajnih avtomatov na lokacijah, kjer je velika frekvenca ljudi, to so predvsem bolnice, fakultete, šole in pa seveda velika proizvodnja podjetja. Zakaj pa bi se potem še človek odločil plačevati pri blagajni z osebjem? Jaz mislim predvsem zaradi tistega direktnega kontakta z prodajalcem. Vseeno nam tam recimo blagajničarka pomaga v bistvu blago zložiti, mu pokasirati, pa predvsem se pravi zaradi osebnega stika. Bankomati so tako ali tako najbolj nazoren primer, zakaj kljub omejitvam ljudje raje opravimo dvig pri njih, kot pri okencu z bančnim uslužbencem. Po novem lahko celo domače mleko kupimo v avtomatu. V Ljubljani pa že deluje tudi prvi oljemat. Videomati so nam nekoč omogočali izposojo DVD-jev in videokaset, vendar pa jih danes ni več. Morda je pri tej specifiki vseeno izposojevalec filmov tisti, ki nas poznavanjem vsebine in dobrim nasvetom bolje postreže.